Živjo, sem Jana Pristovšek in danes bom govorila o odnosih. Ne glede na to, koliko knjig je bilo napisanih na to temo, koliko filmov je bilo posnetih, koliko navodil mi lahko vsak dan preberemo na spletu, se še vedno znajdemo v situaciji, ker ne vemo, kako in kaj naprej. Ko je lepo in takrat nekaj spreminjati, takrat samo uživamo. Ko pa ni več lepo, ko postane težko, ko postane hudo, takrat je pa fajn, če nekaj spremenimo. In to moramo spremeniti na pravilen način, ker samo tako pridemo do pravega rezultata. Kaj največkrat naredimo? Največkrat naredimo to, da začnemo spreminjati partnerja. Njega ali njo. Povemo, tega nisi naredil, to si naredil narobe, to bi mogel narediti včeraj, to bi mogel narediti predvčerajšnjim in tega ne bi smel danes narediti, ampak bi mogel narediti jutri. Okej, saj vem, da se sliši zdajle tole vse skupaj smotano, ampak poglejte, zaradi katerih stvari se vi prepirate, zaradi katerih stvari vidva ostajata vse bolj vsak na svojem bregu. Vprašajte se, ali to, kar delate, vaju združuje, ali to, kar delate, vaju oddaljuje. In če vaju oddaljuje, potem način ni pravi. Jaz sem napisala 2 knjigi do zdaj. Ena je 8 moških, zakaj pa ne, in druga je Čarobni odnos. Obe knjigi opisujeta procese v nas, procese, ki se jih ponavadi ne zavedamo, zato ker smo preveč usmerjeni navzven. Prva zadeva, ki se je v praksi pokazala za eno najuspešnejših, je to, da se najprej zazremo vase. Da najprej se pogovorimo sami s sabo. Da najprej pogledamo, kaj je tisto v nas. Kaj je tisto globoko v nas. Ne kaj je v glavi, kaj je globoko v nezavednem v nas. Kaj je tisti glasek, ki nam dovoljuje ali ki nam prepoveduje uživati in se imeti lepo v življenju. Kaj mi pravzaprav od drugih ljudi želimo? Mi od drugih ljudi želimo, da nas imajo radi, da z nami lepo ravnajo, da so z nami prijazni, da se nam kdaj zahvalijo, da nas kdaj pohvalijo. To so malenkosti, ki jih vsak od nas lahko dobi v življenju. Ampak teh malenkosti ne dobimo vedno. In zakaj ne? Preprosto zato, ker tega najprej ni v nas. Mi moramo dati najprej to sami sebi, ne glede na to, kako se zdajle tole čudno sliši. Poglejte, mi hočemo, da nas ima partner rad. V redu, odlično izhodišče, vendar dajmo se vprašati, ali imamo mi radi sami sebe? Ali se imate radi? Vprašajte se. In če je odgovor ja, prišel iz glave, se vprašajte, če je odgovor ja, ki pride iz vaše notranjosti, iz vaše duše, iz vaše podzavesti. A se imate res rade? Kaj to sploh pomeni? A ste prijazne s sabo? A se kdaj pohvalite? A znate ustaviti strahove? A znate ustaviti demone? O vseh teh stvareh sem jaz napisala do zdaj že na tisoče strani. Na moji spletni strani je verjetno za enih 5 knjig materiala. In vedno znova in znova se ustavljamo pri osnovnih zadevah. To je, kaj je v meni. Kaj je v meni, da si ne dovolim biti srečna? Kaj je v meni, da izbiram ljudi okrog sebe, pa naj bo to partnerji, prijatelji, ki mi potrjujejo to, da nisem dovolj vredna, da nisem dovolj dobra, da si ne zaslužim. In na tem jaz delam. Jaz hočem, da ljudje spoznajo sebe do te mere, da bojo vedeli, kdaj, kakšno stvar delajo in zakaj.
A veste, mi delamo avtomatsko, mi se odzivamo avtomatsko in ta avtomatika je v nas. In ta avtomatika ima neko osnovo. In ta osnova je ponavadi slaba samopodoba, ta osnova so ponavadi rane iz preteklosti, ta osnova so ponavadi strahovi in demoni, ki rovarijo v nas. Glejte, če se vi bojite ljudi, če imate socialno fobijo, če se ne počutite dobro v družbi ljudi, če se ne počutite varno, se ne boste počutili varno v zakonu. Če pa že boste spoznali neko osebo, ko mu boste zaupali, se mu boste predali do te mere, do te meje, da bo vaše življenje odvisno od njega, kar tudi ni v redu. Se pravi, tukaj gre za odvisnost, ali gre za strašanski beg od ljudi in hkrati gre za dobesedno prisesanost na neko osebo. In jaz bi samo to rada, da ljudje predno začnejo spreminjati drugega, se zazrejo vase in začnejo spoznavati sebe po korakih, postopoma, v coni še vedno udobja in na način, ki po vsakem spoznanju prinese olajšanje in boljše počutje. In na ta način sem jaz pomagala že veliko ljudem. S pomočjo knjig, s pomočjo predavanj, s pomočjo tega, kar sem jaz napisala na spletu, s pomočjo tega, kar pišem v skupini, Facebook skupini Čarobni odnos in z osebnim svetovanjem. Kdaj bo ta čas prišel za vas? Ali je že? Ali šele prihaja? Ne vem. Morda ne veste niti vi, ampak mi stopimo na pot s prvim korakom. In morda je tale video tisti prvi korak, da se zazrete vase in se vprašate, a se imam jaz res toliko rada, kot želim, da me imajo drugi. Malo bomo nadaljevali. Imejte se radi, imejte se lepo, premislite malo o tem in se vidimo. Čau, čau.